Lepo pozdravljeni. Mirko Krašovec je dolgoletni duhovnik in nekdanji ekonom mariborske nadškofije, ki se je znašel v središču enega največjih finančnih škandalov v zgodovini slovenske cerkve. Čeprav je bil pravnomočno oproščen, ostaja njegovo ime povezano z razpadom holdingov Zvon 1 in Zvon 2 ter z vprašanji, ki segajo daleč onkraj cerkvenih zidov. Po izidu knjige Zarota judežev, v kateri razkriva svojo plat zgodbe, se z njim pogovarjamo o resnici, odgovornosti, medijski moči in osebni veri v času preizkušenj. Z nami je gospod Mirko Krašovec, nekdanji ravnatelj gospodarske uprave mariborske nadškofije in danes župnik v župniji Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, in profesor dr. Ludvik Toplak, rektor in seveda tudi zaslužni profesor na Alma Mater Europeja. Zdaj pa, gospod Krašovec, povejmo za začetek to, kar sem povedala v napovedi, svojo plat zgodbe. To zdaj ni v tej knjigi vaša plat zgodbe, to smo lahko slišali medijsko. To je pravzaprav resnica, kajti vi v tej knjigi, ki je tu pred nami, objavljate vse dokumente. Tako je. Jaz sem se ves čas trudil, da bi knjiga stala na skali. Kaj to pomeni? Da je vse, kar pišem, pa tudi komentiram, utemeljeno na dokumentaciji. Hkrati pa sem tudi pritegnil veliko sodelavcev, profesorjev, imenitnih bi lahko oseb v Sloveniji, da sem z njimi zadevo tudi prediskutiral in sem bil vedno vesel. To me je tudi dvigalo, pa mi je dalo tudi moč v tistem času preizkušnje. To je bila zame velika preizkušnja, da sem dobival moč in tudi zagon, da sem lahko knjigo tudi napisal. Pred to knjigo sem še pa tudi zbral gradivo še za eno knjigo, ki jo mislim zdaj v nadaljevanju tudi izdati. Torej, zdaj ta knjiga, moram reči, da sem jo prebrala. Ta knjiga ima 1472 strani. Točno. Ona je polna dokumentov, uradnih zapisnikov, praktično so vsa pisma, vse je tu zbrano in nihče seveda ne more zdaj reči, to je zdaj Mirko Krašovec napisal nekaj, kar on misli, ampak to je tisto, kar je. To bi bil recimo en dosje na sodišču ali pa več teh dosjejev. To so vsi dokumenti. Mislim, moram vam čestitati za tole energijo in za ta konec koncev pogum. Ali vam je, glede na to, da imajo dokumenti tudi imena, vam je kdo kaj grozil? Ja, indirektno sem tudi... Napisali ste, ja. Jaz sem tudi v knjigi napisal, sem doživljal grožnje. Nekateri so mi tudi svetovali, da naj ne grem v izdajo, da je to lahko nevarno za mene, vendar pa jaz se nisem oziral na to. Hkrati pa so mi mnogi duhovniki, dobronameni duhovniki v zadnjem času tudi svetovali, da naj bom pri pisanju stvarn. Nič naj ne zamučim, naj napišem tako, kot je bilo, ne glede na to, da morda komu ne bo všeč. Če ne bo stvarn, pa bi lahko rekel korekten zapis, potem nima smisla knjige izdajati. In zaradi tega sem potem tudi se naslonil na dokumentacijo in hkrati tudi na strokovno podlago raznih sodelavcev. Ja, in v knjigi, naj povem, da seveda ta knjiga je naprodaj tudi tu na Exodus televiziji, vsak jo lahko kupi. V tej knjigi pravzaprav ste, tako kot ste rekli, stvarni tudi do svojih kolegov, duhovnikov, in opišete, kako so reagirali v času procesa vse te zgodbe za nadškofijo. Vendar je to pomembno, to ni bil namen, da bi koga obsojal. Jaz vedno govorim, da sem zdaj svoboden človek. Kaj to pomeni? Da nimam nobenih zamer, da nimam nobenih čustev, da bi se komu maščeval in tako naprej. Obratno, z vsakim želim biti prijatelj, bi lahko rekli ljubezniv. Zakaj?
zaradi tega, ker pač ljudje so bili takrat zavedeni, mediji so zavedli ne samo politike, ekonomiste, potem medije predvsem, pa tudi cerkvene dostojanstvenike in žal več ali manj smo bili vsi žrtev tega zavajanja judežev, to se pravi izdajalcev. Torej, zarota judežev, to je zdaj naslov, povejte še malce o tem naslovu. Kdo so zdaj ti judeži? O tem smo veliko diskutirali, kakšno ime ali kakšen naslov dati knjigi. Potem pa so nekateri predlagali, da je ime zarota preveč izpeto, pa že praktično nima prave vsebine. Vendar smo potem končno ugotovili, da ni ustreznejšega izraza kot zarota. Zakaj? Ker judež pomeni izdajalec. To ime v Sloveniji izhaja iz imena Judež, kot 12. apostol Kristusa, ki ga je izdal. In zaradi tega v slovenščini uporabljamo izraz judeži ali judež, izdajalec. V tujini pa uporabljajo izraz, torej ko gre za angleški prevod ali nemški, izdajalec, ker nimajo tega prenesenega pomena. Zarota je pa v tem, da je zadeva izredno načrtno potekala. Mi tega nismo takrat niti sanjali, kako poteka v ozadju neka sistemska korupcija. No, in seveda bomo razložili ves potek, ampak preden začnemo to razlago, samo še to povemo za začetek. Vi ste zdaj civilno pravno oproščeni vsega in tudi cerkveno, da tako rečem, ste na nek način odslužili to svoje. Civilno pravno je bilo vse zaključeno, so bile vse sodbe pravnomočne 20. leta, cerkveno pravno pa v tem smislu, da lahko opravljam vsa ta pastoralna dela in tako naprej, kot duhovnik tam. Na župniji so me zelo lepo sprejeli, zato sem se tudi v knjigi tej župniji tudi zahvalil tem zlatim ljudem. Na drugi strani pa ste pravnomočno oproščeni. Pa je na cerkveni strani še nekaj nedorečeno. Zapravi, ta slovenski del mora nekaj doreči, dati svoje mnenje in tisti v cerkvi, ki so zelo dobro namerni, pravijo, da to je ne moja zahteva, zahteva cerkve oziroma nauka, da se tudi na cerkveni strani to razčisti. Ker cerkev bi morala biti zgled in bi morala tudi priznati tudi svoje napake. Če so pač cerkveni dostojanstveniki takrat nasedli recimo medijem in potem tem izdajalcem. No, zdaj pa poglejmo, kako so res vsi skupaj, kako smo nasedli medijem. Doktor Toplak, vi ste tudi napisali eno od poglavij, pa mislim, da ste tudi redaktor, ste sodelovali pri tej knjigi in govorite predvsem o tem, da recimo obsodba pač na sodišču, v pravosodju je neke vrste, v medijih je pa na nek način inkvizicija. Praktično človek nima pravice do zagovora, tako je obsojen in potem, ko se odkrije, da praktično ni bilo res to, kar so mu očitali po toliko letih, ni na nek način nekega procesa, ni očiščenja, ni praktično resnice. Ja, hvala lepa za priložnost. Zgodbo mariborske škofije in kasneje nadškofije sem jaz spremljal preko medijev. Nikoli nisem bil vključen, niti povabljen na kako niti vprašan za karkoli, čeprav sem bil profesor mednarodnega trgovinskega prava in gospodarskega prava in smo se poznali tudi z gospodom Kraševcem dolgo predtem.
Spremljam zadevo in za mene je v sodnem postopku zadeva zaključena. Zato pravno ni kaj veliko komentirati. Zdaj pa kot pravnik vendarle spremljam in preučujem zadevo predvsem z vidika primerjave medijskega sojenja in pravnega sojenja. V konkretnem primeru se je začelo z medijskim sojenjem. Neki centralni italijanski časopis L'Espresso objavi alarmantni članek, kar je izzvalo v svetu, predvsem pa seveda v Sloveniji. Temu je sledilo, kot vemo, desetletje ali več, vsaj dobrih 10-12 let, medijsko sojenje. Nekaj let zatem, z zamudo, se je odzvalo sodišče in je izvedlo postopke. 10 let je trajal sodni proces. Na kraju, ko so bili vsi dokazi izvedeni, je gospod Kraševec in cerkveni dostojanstveniki bil, tako kot drugi cerkveni dostojanstveniki, oproščen vsega, ker ni bilo dokazane nobene krivde. Zato pa je posebno danes vendarle pomembno in aktualno vprašanje je vprašanje odnosa med pravnim sojenjem in medijskim sojenjem. Pravno sojenje je jasno, temelji na dokazih in temelji na gotovih principih. Prvi princip je, rečemo, materialna resnica. Išče se resnica. Drugič, načelo v postopku, načelo kontradiktornosti, kar pomeni, da je obtožba, obramba, sodba in izvršba ločena. In cilj je, da se zadosti resnice in, kot se reče, pravo pravice. Pri medijskem sojenju pa gre v eni osebi za obtožbo, obsodbo in izvršbo. To je medij oziroma medij je tisti, ki te obtožuje, tisti, ki te sodi in tisti, ki ti pravzaprav dopušča ali ne dopušča obrambo, enakovredno obrambo. Popravek. In na koncu koncev celotna izvršba je v njegovi kontroli. Zato se postavlja danes vprašanje, resno vprašanje. Predvsem, ker prihajamo v nov čas. Rimski pregovor, latinski pregovor pravi: besede odletijo, napisana črka pa ostane. Trstenek je rekel: zapišemo zato, da ne rabimo pomniti, pa da ostane. Prav danes dopoldan je na Bledu, na Blejskem strateškem forumu potekala obširna razprava pod naslovom Demokracija v primežu dezinformacij. Živimo v času dezinformacij, fake news, ker je težko dokazovati. Zato živimo tudi v času, ko je nevarnost medijskega sojenja toliko linča, toliko večja. Gre namreč za fenomen v konkretnem primeru. Objavljenih je bilo nekaj tisoč člankov, jaz bi rekel na tisoče medijskih odzivov, in splošna javnost je to sprejela kot resnica. In še danes je tako. Ko so se izvedli vse dokaze, 10 let dokazovalo, se ugotovi, da ni nič. Je postal madež.
madež ostane. In zato je vprašanje, danes je veliko vprašanje zadoščenja prizadetega človeka. Na kak način? Najmanj, kar je potrebno, če ima voljo in moč, tako kot gospod Krašovec, da zbere dokaze in jih preduči. Za ilustracijo. Pred leta 1900 se je zgodila v Mariboru, točneje v Halozah, in potem na Ptuju, in pritožba v Mariboru. Neki bratuša je bil obtožen za svojo ženo Marijo, da so hčerko pretepli, jo ubili, jo skurili in še pojedli. Pod pritiskom policije sta vse priznala. Bila obsojena. To je bil v Evropi, v evropski kriminalistični literaturi se navaja kot šolski primer medijskega sojenja, ker so nemškuterski mediji namreč pisali, gledajte, kakšni so ti spodnji Štajerci, ti Slovenci, zaostali, da svoje otroke skurijo in pojejo. Nekaj let potem, ko sta bila obsojena na dosmrtno ječo oče, mati, gospa Bratuša, pa je bila obsojena na več let zapora, se je hčerka našla nekje v Posavju, kot pasterica na neki kmetiji, kot otrok je pasel kozo, jesen je bilo hladno, si je zakurila pri sosedovi hruški ali jablane. Jablana se je osmodila, otrok se je zbal, da bo tepen, in je pobegnil od doma. In zaslišali so starše, pod pritiskom sta se to priznala, edino kaplan, ki je bil spovednik, ni verjel obsodbi. Ampak bila sta obsojena. To je bil šolski primer, ker so mediji vplivali na policijo, policija na medije in vsi na sodišče. Danes, v času sodobnih medijev, na primeru Ptičja hišica, je bilo objavljeno, mislim, da 2117 enot. Pri gospodu Kanglerju, ne? Pri gospodu Kanglerju. Pa je bil na kraju vsega oproščen. Mi imamo nekaj primerov, ne to Kangler, ali je to Krašovec, ali je to dr. Vinko Dolenc, imamo primere medijskega, šolski primer medijskega sojenja, kar je seveda danes aktualno vprašanje, kako se temu opriti, kako iz tega. Zato se danes poudarja tudi, in prav danes te dni v svetu odpira nova era, pravica do resnice. Osebnostna pravica vsakega človeka do resnice in tudi, da braniš to resnico kot osebno pravico. Dobro, in zdaj to pravico je seveda v praksi gospod Krašovec pač vzel v svoje roke in predstavil vse skupaj v 1472 stranih dolgi knjigi. Vsak pa seveda to ne bo zmogel, nima energije, nima zdravja. Ne? Zdaj povejte, gospod Krašovec, lejte, kljub temu, da ste vi v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavili to knjigo, je še vedno STA, Slovenska tiskovna agencija, dejala, da je to Krašovčeva resnica. Ampak to ni res. To je resnica iz dokumentov, ne? Točno. Jaz sem bil takrat presenečen, ko sem pri STA-ju videl, da gre za Krašovčevo resnico. No in potem sem poklical zastopnika STA-ja, s katerim sem prej komuniciral in je zatrjeval, da je pravilno, da je ta način podajanja resnice pravilen. Jaz sem pa rekel, jaz menim, da je v tem, da rečejo, da je Krašovčeva resnica podana v tej knjigi,
da je to tudi njihov komentar in praktično izniči vse, kar je dejansko napisano, pa tudi osnovano na dokumentaciji. Ker katera resnica bi bila pa prej, ne? Ko je članek v L'Espressu bil objavljen, čigava resnica je bila pa to, kakšna je bila pa ta resnica? Takrat oni so pa dejansko vse skupaj osnovali na laži, ker niso imeli dokumentacije. Ne? No, in potem pa sem jaz vedno poudarjal, tu gre za dejansko stanje, za dejstva na podlagi dokumentacije in ta dejstva so tudi potrdili vsi ti ekonomisti, ne, ki so preštudirali, dr. Glavič, potem dr. Kovač in tako naprej. Menzinger, ker so vedeli, zakaj gre. Ne, in zaradi tega so tako prijazno tudi pristopili k sodelovanju, ker so želeli ravno pomagati, priti do resnice, to, kar je zdaj gospod profesor omenjal, to se pravi, da skupaj damo svoj delež, ker imamo pravico do resnice. No in seveda zdaj, če malce osvetlimo in če spomnimo gledalke in gledalce, zakaj je pravzaprav šlo. Ne? Šlo je zato, da je v času denacionalizacije cerkev dobila nazaj veliko premoženja, tudi v denarni obliki in v materialni, in to premoženje je seveda bilo treba vzdrževati. In tudi ta denar, ki ste ga imeli, ste praktično morali oplemenititi. Ne? In ste ustanavljali banko, Krekovo banko, potem Zvon 1, Zvon 2. Malce nam povejte to zgodbo, zakaj je šlo in kje je pravzaprav ta zgodba padla. Torej, pomota v javnosti, tudi pri ljudeh, dobronamernih ljudeh, je v tem, da nekateri se sprašujejo, zakaj je pa sploh cerkev se začela ukvarjati z bančništvom, zakaj z ekonomijo in tako naprej. To ni njihovo poslanstvo in tako naprej. Namreč ne ločijo tega, na eni strani je ekonomija, ki omogoča projekte v cerkvi, pa sploh, da se to poslanstvo izvaja. Jaz vedno poudarjam, iz nič ni nič. Cerkev ima tako poslanstvo na pastoralnem, kulturnem in tudi vzgojno-izobraževalnem področju. In v Sloveniji je bil takrat unikat, gospod profesor točno ve, ker je bil takrat, se spomnim, tudi v politiki. V tistem času ni bilo možnosti ali pa tudi pravega interesa, da bi prišlo do gospodarskega sporazuma med Vatikanom in Republiko Slovenijo. Kar bi omogočalo financiranje? Namreč gospodarski sporazum so vse tudi sosedne države naredili, Madžarska, Hrvaška, Italija je že imela prej, enako tudi Avstrija, seveda Nemčija, pa vse ostale države v Evropi. V Sloveniji pa do tega sporazuma ni prišlo. In je cerkev bila še vedno odvisna od prostovoljnih prispevkov. Na eni strani imaš možnost izvajati projekte, ustanavljati šole, potem vzdrževati te stavbe, ki so bile vrnjene, bi lahko rekli, v slabem stanju z denacionalizacijo. In zaradi tega smo mi potem šli v torej gospodarsko aktivnost. Vi ste vlagali denar v različne projekte. Torej ni bil cilj bančništvo ali pa naložbe, ampak cilj je bil nek prispevek dati v skupno dobro, v dobro Slovenije, ker če je cerkev bila pripravljena zgraditi šolo, potem tudi vzdrževati šolo, pa otroške vrtce in tako naprej, to je
vedno v dobro celotnega naroda in tega se dobro zavedajo vse ostale države. Ja. Pri nas je pa bila, kot da bi bila neka politična favšija, češ še vedno tisto ostanek iz komunističnega časa, da se cerkev ne bi smela s tem ukvarjati. Ja. No in to smo mi hoteli nekako prebiti, prestopiti in seveda zaradi tega smo potem šli v te naložbe in smo bili pač uspešni. Vi ste bili zelo uspešni, torej 2 investicijska sklada, Zvon 1 in Zvon 2, sta vlagala denar v zelo uspešna podjetja, Mladinsko knjigo, Helios, v vsa uspešna podjetja, vendar pa vmes so se pa tudi ta podjetja zadolževala sama po sebi, in ker praktično je ta njihov dolg v času finančne krize padel pa na Zvon 1 in Zvon 2. Praktično so dolgovi teh podjetij na nek način pokopali Zvon 1 in Zvon 2. Ja, pa tudi sama zvona holdinga sta bila to. Sta se zadolževala, ampak vse v okviru tistih ekonomskih pa bančnih meril. To se pravi, tudi to zadolževanje je spremljala Banka Slovenije, tako da v okviru teh možnosti. Ena ocena je bila teh investicijskih teh družb, ki presojajo in pač presojajo tudi zaključne račune, KPMG ali pa A.T. Kearney, da praktično dolgovi teh zvonov ne presegajo vrednosti podjetij. Imeli ste toliko vrednosti v naložbah, kolikor je bilo ali pa še manj je bilo dolgov. To je tako. Točno. In to ne samo v tistem času pred krizo, bi lahko rekli, v času debelih krav, ampak tudi v času suhih krav, v sami krizi. To je bilo avgusta 2010, sta ti 2 družbi, ki ste jih vi imenovali, naredili oceno. Hkrati pa tudi A.T. Kearney je napravil načrt finančnega prestrukturiranja, po katerem bi zadevo lahko izpeljali do leta 2015, tako da bi bile vse banke izplačane. Hkrati bi pa še takrat bil kapital v zvonovih približno 100 milijonov. Ker zdaj zadeva je naslednja. Recimo, dejansko so bili dolgoročni krediti zavarovani z kratkoročnimi jamstvi in so potem v nekem trenutku banke, ko je nastopila kriza, takoj zahtevale vse nazaj. To je potopilo zvonove. Ne, bilo je tako. Kratkoročni krediti so bili dani od strani bank. Namreč banke so se zadolževale na mednarodnem trgu. Kratkoročno? Kratkoročno in zaradi tega so tudi kratkoročno financirale tudi holdinge, pa še druge, bi lahko rekel, kreditojemalce v Sloveniji. No, ampak vedno z predpostavko so imeli klauzulo, da bodo te kratkoročne kredite potem tudi podaljševali. Ko je pa prišla kriza, pa so banke na to pozabile. In zaradi tega je prišlo potem do problemov, predvsem pa likvidnostnih problemov. Dr. Kovač posebej to poudarja. Ni bil problem v samem kreditih, vrednostih kreditih, pa tudi v premoženje, ker premoženje je bilo v teh 2 holdingih, so vedno vsi poudarjali, da izvrstno in najboljše. Najboljše glede na vse ostale holdinge, Helios, potem Mladinska knjiga, te 2 potem tudi recimo iz Celja, torej Belinka tudi, pa Novo Celje, tale družba, zdaj mi ne pride na misel. No, ampak v glavnem toliko premoženja je bilo in to premoženje je bilo tudi še večje v času krize. Čeprav
je kriza razvrednotila premoženje. To se pravi, v nekem trenutku banke, predvsem Nova Ljubljanska banka, zoper katero ste dali tudi ovadbo, niso sprejele tega programa prestrukturiranja oziroma tega prestrukturiranja in novega kredita, reprogramiranja kredita, ki bi z novim kreditom poplačalo prejšnje. Ne? To je zanimiva zgodba in mislim, da to ne bodo mogli kriminalisti spregledati. Namreč sama banka je predlagala izvajalca za izvedbo ali pripravo tega načrta finančnega prestrukturiranja, torej Etikerni. Potem imam tudi sodopisovanje, tudi še ohranjeno. Nadalje je sama banka pripravila tako imenovani standstill ali načrt moratorija na plačevanje. In sicer ta standstill ali moratorij bi naj trajal do 31.1.2011. To se pravi od avgusta do 2011 in v tem času bi se vse dogovorili, začeli izvajati tudi ta načrt finančnega prestrukturiranja, ampak kaj se je zgodilo? Tam nekje novembra se je pa v Ljubljanski banki zgodil obrat. Zapravi izgleda, da je v sami banki prevzela vlogo, kar se tiče tega projekta ali načrta finančnega prestrukturiranja, ena skupina v banki, ki je začela načrtno rušiti vse skupaj. Kajti seveda vi ste imeli izbrane dobre firme, dobra podjetja, ne? In to je bil na kupčku en krasen in zgleda, da je nekdo se malce nekako to ozadje je takrat začelo vplivati in seveda ko pride do stečaja, takrat se navadno so premoženje zelo poceni kupi in potem so načrtno forsirali, to se pravi slabili premoženje ali tudi bilanco samih holdingov in to se vidi, torej po dokumentaciji se to vidi. To imate vse objavljeno, to dokumentacijo. No in potem so potem vse storili, da tudi načrt oziroma tale prisilna poravnava ni potem tudi stekla, so načrtno tudi preprečili prisilno poravnavo. Pa imamo tudi dokument, da so tam v banki izjavili, da pod nobenim pogojem ne bodo pristali na prisilno poravnavo. Torej pod nobenim pogojem. Tudi če bi bilo vse ne vem kako zlato. Oni so želeli potopiti. To se pravi, da vsa dokumentacija tudi kaže, da je to bilo načrtno in zaradi tega, ampak to je bil samo višek oziroma bi lahko vrh ledene gore. Prej je pa ogromno raznih dejavnosti v ozadju, raznih judežev oziroma teh izdajalcev, ki so vse to pripravljali. Lahko rekel prek Vatikana, pa prek medijev in tako naprej. No in o teh judežih bova nekaj rekla malce kasneje. Zdaj, doktor Toplak, komentar. Mi smo imeli tudi menedžerske odkupe, tudi pri teh menedžerskih odkupih je bilo tako, tudi doktor Kovač pač pravi, da se je v bistvu izplačevalo oziroma plačevalo odkup nekega podjetja, razdelilo se je podjetje na dva dela, menedžer je postal lastnik, ampak plačeval pa je iz teh prihodkov in dobička tistega drugega podjetja praktično. Seveda, ker nihče ni imel tega denarja v lastnem žepu. Kakšno tranzicijo smo sploh imeli, ker tudi to je del cele te zgodbe. Ja, to vprašanje, to je pravzaprav vprašanje privatizacije širše pri nas. In posega verjetno veste, da moj model privatizacije je bil drug.
Moj model, moj predlog je bil, da je trebalo delavčevo samoupravljavsko pravico prekvalificirati samo v lastninsko pravico. Leta 70-71, ko so se pripravili ustavni amandmaji, je bil predlog, da se delavec, in v Sloveniji je to zastopal predvsem profesor Tine Lah, tako imenovano delavsko delničarstvo, da se samoupravljalska pravica preoblikuje v delnico po penzijskem ključu. In ta model je prišel v ustavni amandma Jugoslavije. Prišel je na sejo v Beograd Roman Albrecht in je rekel: prihajam naravnost iz Brionov, kjer zasedajo delovna telesa centralnega komiteja. Tovariš Krištof sporoča, da besede lastnina v socializmu ni. Besedo lastnina je treba nadomestiti z besedo temeljni družbeno-ekonomski odnos, z marksistično terminologijo. In takrat mi ne smemo pozabiti, to je bilo 2-3 leta po zasedbi Češke. Jugoslovanska partija se je bala očitkov revizionizma. In zato je Jugoslovanska partija brisala besedo lastnina in ni pristala v model delavskega delničarstva, ampak se je potem pač šlo v družbeno lastnino kot ničjo lastnino. Ko smo prišli do privatizacije, leta 90, ko je bilo jasno, da stvari tečejo tako, kot tečejo, moj model je bil, Jeffrey Sachs je rekel, privatizacija naj bo zakonita in ekonomsko upravičena. Moj princip pa je bil še, naj bo pravična. Prvi dobijo tisti, ki so prvi vložili, drugi dobijo tisti, ki so dodali dodano vrednost. Prevladala je tretji model, tako imenovane menedžerske privatizacije, kombinirane z tistim drobižem, ki smo ga vrgli v obliki tako imenovanih obveznic. In tu je ta izvirni greh. Izvirni greh. Jaz osebno mislim, da je tukaj in od tu se je potem začelo, tako kot so stvari tekle, jaz bi danes težko to komentiral. Ja. Težko bi je bilo komentirati, ampak stvari so sama za mene osebno, je cel model privatizacije bil neustaven. Ker smo delavca oropali tega, kar je imel po ustavi. No in zdaj, oziroma gospod Krašovec, lejte, zdaj tu pravite zarota judežev. Tu nastopi vprašanje, kdo so zdaj ti judeži. Iz knjige izhaja, da so judeži bili tako v Vatikanu, tako vaši duhovniški kolegi. Omenjate 2 imeni, ki sta tudi povezani z bančništvom, to so seveda Rothschildi in pa Windischgrätz priimek. Torej, povejte nam kaj več o tem, kdo so bili zdaj ti judeži in kaj se je dogajalo. O samih imenih ne bi želel veliko govoriti. Da so v knjigi. Ja, zato, ker so v knjigi. Ne? Ja. Ampak v glavnem tisti bralec, ki prebere knjigo, pa nekaj teh zgodb, kaj se vse dogajalo, hitro lahko razbere, kdo je judež, na katere mislim, da so judeži naprej in kateri so praktično tisti akteri, ki so potem povzročili stečaj zvonov holdingov. Ampak te judeže bi tudi lahko razdelili v več skupin. Recimo ena skupina je ta, ki je načrtno pripravljala stečaj in je vedela, kaj bo. Druga skupina judežev so pa te mogoče tudi duhovniški kolegi ali pa v cerkvi sami, ki pač niso dobro vedeli, ampak so rekli, kjer ni dima, tam ni ognja, pa vas niso podprli. Ne, da bi
preverili? Ja, kar se tiče teh, bi lahko rekel, dostojanstvenikov ali pa ljudi v cerkvi, ne bi jih nekako vključeval med judeže, razen če se kdo sam počuti zdaj, da je jude. Ja, da je takrat nekako sodeloval in tako naprej, ampak nasplošno bi pa rekel, da so ti ljudje bili tudi hkrati zavedeni in so bili potem kot neke vrste žrtve. To se pravi, tudi žrtve bi lahko kategoriziral na več načinov. Eni so bili žrtve, pa tudi mediji so bili žrtve. Ampak tisti, ki so pa načrtno v ozadju delovali, tisti so pa res tisti pravi judeži, ki delujejo v tej sistemski korupciji, ki deluje pri nas v Sloveniji, pa tudi mednarodno. Ja. In ta sistemska korupcija je več ali manj izredno aktivna in mi se tega ne zavedamo. Mi smo bili takrat zelenci, to se pravi, nismo se tega zavedali, da je lahko kaj takega. In lahko rekel, glede tega smo tudi lahko bili naivni, ker smo mislili, da so vsi ljudje dobri, pravični, da tudi nekdo, ki se ti ponudi, da bo ti dal neko uslugo in tako naprej, da to resno misli, ali pa da je potem vsak tudi darovalec nekega daru, tudi res dobronameren, da je res potem zaupanja vreden in tako naprej. Malo smo bili glede tega. Ampak tudi iz Vatikana je prišla skupina, da vam pomaga, ne? Ja, ampak kdo je, jaz sem tudi se spraševal, pa tudi sem druge spraševal, kdo je te, bi lahko rekel, reševalce, ki pomenijo hkrati tudi rušitelji zvona oziroma naših načrtov. Kdo jih je pripeljal, to je zdaj možno tudi nekako razbrati iz same knjige. Jaz ne bi želel tukaj zdaj kazati s prstom na posamezne ljudi. Tudi ti posamezniki se zavedajo, kaj so storili. Nam bi lahko rekli malo, bi lahko rekli mea culpa. Mislili so pa, da se to nikoli ne bo tudi razvedelo in da se nikoli ne bo to tudi razčiščevalo, da ta resnica ne bo prišla na dan. In zdaj, del kot je, tudi globje se tudi vidi, kako deluje ta, bi lahko rekel, sistemska korupcija, kako delujejo ti lobiji v ozadju. In to ni bilo možno kar spoznati v enem letu. Do tega spoznanja sem jaz prišel v diskusiji z mnogimi ljudmi tukaj v Sloveniji, v diskusiji z tem vatikanskim izvedecem. Imel sem pa posebni blagoslov ali pa srečo, da sem bil v res dobrih odnosih, bi lahko rekli prijateljskih odnosih z monsignorom Milanom Simčičem, ki je 30 let delal na kongregaciji za kler kot tajnik kongregacije in je vse ljudi tam poznal. In on vam je pomagal. In je hkrati v nulo tudi poznal situacijo. In mi je v samem startu dal vedeti, da vse, kar se dogaja z menoj, je konstrukt, ki ga je treba potem porušiti. In če ne bi jaz imel takih ljudi takrat, pa ne nazadnje, ko sem se obrnil na dr. Menzinger, dr. Kovača, potem tudi dr. Toplaka, vsak mi je bil pripravljen pomagati, ker nekako vsi so čutili, da je treba
dati resnici besedo. Ne? Kako močni so bili pri tej zaroti prostozidarji? To je pa tudi vprašanje, ki bi ga bilo treba še posebej proučiti. Jaz sem imel enega kolega, ki je to dejavnost prostozidarjev natančno analiziral, mi je marsikaj povedal, tudi marsikaj vem na tem področju, vendar pa zaenkrat ne bi ravno v to nekako Osje gnezdo. Ja, osje gnezdo dreznili. Dobro, zdaj moram reči, da tudi sama sem se znašla v tej knjigi, ne, z vsemi maili, z vsem dopisovanjem, namreč lahko povemo, tudi RTV Slovenija, ne, je poročala s svojim mariborskim sodelavcem o neki številki tega vašega dolga, koliko je bilo zdaj tega, kakšna je ta prava finančna številka, in seveda vi ste nekajkrat prosili in potem zahtevali po sodni poti ta popravek, in to se ni zgodilo in se ni zgodilo in se ni zgodilo. No, na koncu sem pač jaz dobila nalogo, da naredim oddajo in potem 2 oddaji in še eno poročilo, da smo to nekako malce popravili. Zdaj povejte nam, kakšna je zdaj ta številka tega oškodovanja. Oškodovanja koga? Države? In pa delničarjev. Nula. Kaj pa delničarjev? To se pravi, torej judeži. Ja. To je zdaj torej na glavo obrnjeno to, kar so mediji, oziroma judeži, pa mediji razglašali v javnosti. Ne? To se pravi, razglašali so, da je cerkev oškodovala delničarje, da je cerkev tudi oškodovala državo. Dejstvo pa je, torej resnica je pa obratna, da je država preko svojih 2 državnih bank oškodovala cerkev, da je država prek svojih tudi judežev, ki jih je v ozadju morda nekdo podpiral, oškodovala delničarje, in sicer jaz sem potem preračunal teh delničarjev, ki so bili zdaj v zadnjem času oškodovani, je še 35.427. V knjigi sem tudi pojasnil, na kakšen način sem prišel do te številke. Mediji so pa razglašali 60.000, da jih je cerkev opeharila. Glede, in v tem je zdaj ravno bistvo tudi razglašanja ali razkritja resnice ali dejstev, da se zdaj ti mediji ali pa tudi tisti, ki so v cerkvi, ki ste jih prej imenovali, da so nekateri potem sledili. V knjigi so napisani. Ja, sledili tem judežem, ne, da se ti zdaj malo pogledajo v obraz in potem sami odgovorijo na vprašanje, ali so bili zavedeni, ali pa so sami nalivali kaj benzina k cu. In to se pravi, vsak zase naj odgovori na to vprašanje. Jaz sam še vedno poudarjam, ko je prej gospod profesor omenjal, da madež ostane. Jaz sem ne glede na to, da sem to dal skozi, vesel lahko človek, svoboden, bi lahko rekel res dobro razpoložen. Zakaj? Zaradi tega, ker nimam do nobenega čustva, da bi se komu maščeval. Hkrati pa tudi vsakemu oprostim, rečem, ok, bil si zaveden, ljudje smo vsak po svoje tudi nagnjeni k slabemu, hitro lahko nasedeš komu, hitro lahko narediš kako napako in kako hitro potem začneš na tem graditi, ne pa na pozitivni strani, potem nimaš svobode. In jaz rečem, pa me je tudi pred kratkim hrvaški duhovnik, ko smo se srečali tam v Podčetrtku oziroma v Olimju, vprašal, kaj vi menite,
kaj je pomembno, da je človek še vedno vitalen, pa da lahko veliko starost dočaka. Sem rekel, skrb za svobodo, da se čutiš vedno svobodnega. Naravno to tudi omenjal, da nimaš sovraštva, da nimaš zamer, tudi manjših zamer, in da tudi nobenih čustev ne gojiš v sebi, da bi se komu maščeval. Skratka, da mirno spiš. Točno, mirno. In zdaj vsak pa se lahko potem, če je pa kdo grešnik, tudi na tem področju, pa naj vsak sam sebe potem vpraša. Ali pa tudi bralec bo marsikaj tudi spoznal pri branju knjige. Ja, doktor Toplak, lejte, to, kar seveda je mene, jaz imam dolgo kariero v novinarstvu in vsa moja kariera je novinarska. Ampak vedno na nek način me je presenetilo to, kar ni moja lastnost, da novinarji enostavno prvič mislijo, da so nad drugimi ljudmi, da so na nek način bogovi, da tako rečemo, to, kar oni rečejo, to velja. In pa, da niso pripravljeni priznati napake. To je mene vedno motilo, to me še danes moti. Človek se zmoti, reče časopis, oprostite, gospod Krašovec, smo se zmotili, tukaj je popravek, konc in je zadeva rešena. Ampak ne, prav na primeru televizije, ki sem ga seveda še enkrat obnovila, ker so vsi dopisi noter, uredniki in tako naprej, in do tožbe, direktorja in vse. Pa kaj je to? Rekli bi smo se zmotili, in bi bila zadeva rešena, in bi se končala. In še danes, tako da konec je ta popravek potem res objavljen prek sodne poti, po nešteto bojih in debatah in ja in ne in tako naprej. Kaj se v bistvu dogaja v tem slovenskem medijskem prostoru? Zakaj je to tako? Ja, to pa je zdaj tretja dimenzija. To pa je moralna kategorija. Osebno menim, živimo v času razvrednotenja vrednot. Spomnimo se leta 68, ko smo bili mladi, vidi. Ja, tudi. Vi se ne spomnite. 11-leten otrok sem bila. Jaz pa se spomnim. Slogan je bil: razvrednotimo vrednote in deinstitucionaliziramo institucije. Se pravi, razštelati inštitucije in vrednote, pravne, moralne. Standardne. In mislim, da je prišel čas, generacija, ki je tu v tem odraščala. In seveda nihče ni izvzet. Tudi mediji niso izvzeti. Ampak vrnil pa bi se na drugo vprašanje, to, kar smo rekli. Eno vprašanje je materialna resnica. Drugo pa je Krašovčeva resnica. Materialna resnica je v dokumentih. Če hočeš razvrednotiti dokumente, ne beri tega, to je Krašovčeva resnica. S tem a priori razvrednotiš. Obenem pa opereš tudi sebe, namesto bi se upravičil, opereš sebe za tistih 1000 dodaj, člankov, diskvalifikacije, medijskega sojenja, medijskega linča, kjer si sodeloval. Mislim, gre za moralno kategorijo, etično kategorijo, o tem veliko razpravljamo in mislim, da smo zdaj prišli, bom rekel, včeraj, danes, jutri, pa zanimivo, prvi tedni, jaz sem danes zelo vesel, da sem lahko prisostvoval na Bledu tej okrogli mizi. Včeraj so avstrijski mediji v enem podobni zgodbi izpostavili vprašanje. Pravica do resnice, pravica do materialne resnice. Gre za nekaj. Svoboda, mi moramo ločiti. Svoboda izražanja je osebna svoboda. Svoboda medijev
pa je inštitucije in kapitala. V Ameriki razumejo predvsem kapital. Zato so razlagali vprašanje svobode, predvsem skozi svobodo medijev, svoboda tiska, freedom of press. Nemčija v ustavi ima zapisano, prva in najvišje je človekovo dostojanstvo. Se pravi človekova pravica. In tu se sooči človekova pravica do materialne resnice, ki jo imaš pravico izraziti, pa tudi pravico braniti. Mislim, da je nastopil čas, ko bomo morali izoblikovati vzvode, tako pravne, predvsem etične, moralne, profesionalne standarde v družbi, na kak način se bo družba branila tega vse splošnega, kot rečemo danes, fake news, virtualne resničnosti, lažnih informacij, ki smo jim danes priča, kar danes tudi sodobni mediji omogočajo. Mi smo mislili, jaz sem verjel, še pred leti moja prijateljica iz Beograda napisala knjigo, z tega področja tudi naša kolegica je profesorica na Alma Mater, s profesor pokojnim Marijo Plenkovićem, smo verjeli, da bodo socialni mediji omogočili tako imenovano medijsko demokracijo in da bo medijska demokracija odpravila še tisto zadnjo vrzel motnjo pri uvedbi demokracije. Žal pa nova tehnika omogoča tudi velike možnosti zavajanja, velike možnosti medijskega lažnih resnic in temu ne gre tako gladko. Zato je danes vprašanje, na kak način bomo mi skozi priznanje človekove pravice do resnice omogočili Kraševcu, da predstavi resnico. Ampak to ne samo Kraševcu, gre vsem drugim. Vsak človek ima pravico tudi, da brani objektivno resnico. To je to, kar na sodišču rečemo iskanje materialne resnice. Tako je, ne samo svojo, ampak to materialno. Izvolite, gospod Kraševec. Jaz bi samo, glede na to, kar je zdaj gospod profesor izvajal, ne, da gre tu za moralni fenomen. Namreč, ko nekateri povdarjajo, češ to je Krašovšva zgodba, Krašovšva resnica, ne glede na to, da je dokumentirano, da je vse dokumentirano, da je to dejstvo. Ja. Ne? To, kar je bilo povdarjeno, bi še jaz enkrat zdaj tudi ponovil. Ja. Gre za to, da tisti, ki je nasedel, se čuti malo krivega in bo zdaj zaradi tega, da sam sebe opraviči, vztrajal pri tem, ni pripravljen potem pogledati v oči resnici. In zato je potem ta, bi lahko psihološki oziroma moralni problem, moment človeka, da potem bo vztrajal tako določen medij, tako določen posameznik. Novinarji. Pa tudi, da bo vedno govoril, no, Krašovec tam predstavlja svojo resnico, ali pa Ludvik Toplak skupaj s Krašovcem. Prej bil pa kdo, prej pa ne vemo kdo. Čigava resnica je bila pa prej, kot sem vprašala. To se pravi, da je človek v tem primeru, v Ljubljani je tudi eden vprašal, če se kdo upravičil, se rekel, tu smo zelo revni, ne? Tudi v javnosti, da bi se kdo znal tudi upravičiti, in ravno tukaj je prav temelj vsega. Človek je trmast in rad pri svojem vztraja, tudi če ve, da gre za laž. Ja, ampak to samo pri nas, veste, je to z glavo skozi zid. Ljudje so kulturni.
Ampak gledajte, zdaj še kar se tiče cerkve in pa dobrega imena mariborske nadškofije, povejmo to, da ste vi v nekem trenutku pisali papežu Frančišku in ste ga prosili, da bi na nek način končali to zadevo, da bi povrnili dobro ime mariborske nadškofije in zdaj se je to ustavilo, kje in zakaj? Jaz sem že premalo to omenjal. Papež da navadno potem delegacijo, potem svojim podrejenim, to je sedaj dikasterijo, takrat je pa bila to kongregacija za kler. Oni so poslali v Slovenijo, torej ordinarijo, tudi vprašanje oziroma pismo, da da svojo pobudo in mnenje, ker vsaka stvar, tako kot v politiki, tako tudi v cerkvi, brez lokalne oblasti se ne delajo zaključki. No in potem, zdaj koliko vem, je to zastalo v Sloveniji. In kje pa, mogoče še kje druge poprašate? Ja, v Mariboru ne, ali kje? Ja, kaže tako, ne. No, zdaj pa takole, gospod Krašovec, zdaj, ali bi vi, kajti govorili so vsi, pisali, da ste vi na nek način grešni kozel, ne? Da ste to žrtveno jagnje, ki je bilo treba dati na oltar. Ne? Torej, ali bi vi danes storili v celi tej zgodbi karkoli drugače? Glejte, mislite v krizi ali že prej? Že prej v krizi, v celi tej zgodbi, že ko ste začeli pač z vlaganjem premoženja, karkoli, kaj bi storili drugače, če sploh kaj? Kar se tiče vlaganja ali pa naložb pred krizo, ni bilo nič narobe. Edino takrat so torej bančniki, pa sploh je bila taka, bi lahko skoraj moda, da so veliko kreditov najemali, pa ponujali, banke so ponujale kredite in mogoče bi te naše menedžerje, ki so se pogovarjali z bankami, bi malo prej ustavil. Ampak naj se ne kreditira. Ja, doktor Toplak je večkrat omenjal, češ, da je to neke vrste tudi s tem krivda, da verjameš tudi ekonomistov, bančnikov ali pa ekonomski stroki. Je bilo večkrat poudarjeno. No, ampak to se pravi, da sem morda preveč zaupal ekonomski stroki, pa bančnikom in tako naprej, in bi morali malo prej tega konja ustaviti. To je prva stvar. Mi smo potem že eno leto prej poudarjali v nadzornem svetu, da je treba zadolževanje zmanjševati in tako naprej. Pogovarjali smo se tudi na drug način, tudi obvladovanja tega premoženja, da bi neke sklade ustanovili, ker je bila cerkev preveč izpostavljena. Mogoče nismo dovolj to upoštevali, da bo kar hitro, ko bo cerkev kaj imela, tarča napada. In to je hitro postala in potem so tisti mediji, to se pravi, ki smo jim mi pomagali, da so sploh se lahko ustanovili, recimo MAK, prvi začeli govoriti o laži, kako je cerkev bogata in seveda, ko govoriš o bogatstvu cerkve, na eni strani so samo govorili o premoženju, ki so ga zvonovi oziroma ti skladi upravljeni, ne cerkev, mi direktno. To pravi, mi smo bili vedno samo v ozadju, vse to so pa upravljali menedžerji. In potem so napačno meni to pripisovali namesto menedžerjem. No, in takrat so potem zatajili na drugi strani zadolženost, da je veliko tudi zadolženosti. Ko pa je prišlo do krize, so pa obrnili.
so pa začeli poudarjati zadolženost, zatajili so pa premoženje. In to je tisto, kar sem tudi jaz analiziral, kako so potem mediji v knjigi, ki jo imam že pripravljeno. To bo nova knjiga. Ja, to bo nova knjiga, torej analiza medijev, kako so pisali pred krizo, kako so pisali v krizi in kako potem po krizi. To se pravi, kako so se tudi novinarji, katere vi tudi imenujete, da se včasih postavijo nad ljudi ali kot bogovi, to sem jaz tudi čutil, kako se ravnajo po vetru. In hkrati pa tudi nekateri pravijo, da gre za naročene članke, za plačane članke. Da se ravnajo po denarju. Po denarju, to se pravi. Dobro, počasi bomo zaključili. Doktor Toplak, kaj smo se naučili iz te zgodbe? Gospod Krašovec je rekel med vrsticami, bili smo naivni. Hvala treba priznati. In to sem jaz tudi videl, ko sem gledal strani, pa samo spremljal preko medijev. Da smo ekonomski stroki. Ja, in tudi kasneje gospod Krašovec to enkrat na sodišču nekaj rekel, kar sem prebral v časopisu, jaz sem samo verjel profesorjem ekonomije. Za mene sta dve teoriji v ekonomiji. Ena teorija je učila, denar dela denar, se pravi bogati samo denar, tako imenovana monetaristična teorija, ki je nekako pred 30-35 leti bila šlager in je veljala od Četilja ali pa Rožne doline pa do Vladivostoka. To je ena teorija. Druga teorija pa je, da žito se ne množi v kaščah, ampak z delom. In jaz, kot sem bil profesor politične ekonomije, in sem politično ekonomijo opustil takrat, ko se je začelo govoriti o neodplačnih kreditih in o dogovorni ekonomiji. Se pravi, ni več o ustvarjalni ekonomiji, ampak o dogovorni ekonomiji. Ekonomija mora biti ustvarjalna, drugače ni ekonomija. In bili so pa časi, gospod Krašovec je rekel, sem verjel profesorom ekonomije. Pa ekonomiji kot taki. Kot taki. Dobro, lejte, tu bomo morali postaviti piko, smo že kar precej dolgi. Torej, doktor Toplak, gospod Krašovec, najlepša hvala za ta pojasnila. Zdaj, tule je ta knjiga, ima 1427 ali pa 1472 strani. In vse to je v knjigi, vabljeni k branju, lahko jo kupite na Exodus TV ali pa si sposodite to v knjižnici. Naj povem, da tehta 3 kilograme, mislim, zdaj je treba z nekim cekarjem ali pa z nahrbtnikom. Sicer pa naj bo to tokrat vse. Hvala lepa še enkrat in hvala za pozornost. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala.